slovenščini in se mi zdi bolj smiselno, da čim prej priklopijo na učenje v italijanščini, da bo potem na univerzi lažje. Da bo manj jezikovnih težav in da jih bo italijanska šola boljše pripravila, ker bodo imeli manj težav s terminologijo in s študijem v italijanščini. Potrdili smo, ker v bistvu je tudi anketa, ki jo izvajala kolegica, izpostavila, da vpliv vrstnikov je zelo omejen. Z vrstniki so se recimo dogovarjali sošolci, da gredo skupaj na oglede na dneve odprtih vrat, ampak potem v končni fazi odločitev je bila zelo individualno in samostojno sprejeta. Tako da tukaj ni bil zaznati nekega večjega vpliva. Se je potem po spletu na ključu lahko zgodilo, da je več bivših sošolcev na isti italijanski šoli oziroma na istih paralelkah. To se je dogajalo. Bolj pomembno pa je bilo posvetovanje z znanci. Vsi, ki so izbirali italijansko šolo, so se pozanimali pri znancih, prijateljih, tako starši kot učenci, kako je ta šola, kako izgleda, na kakšnem glasu je in tako dalje. Tako da te informacije so bile potem zelo dragocene. In z lahkoto so pridobili informacije tako za slovenske šole kot za italijanske šole. Potem dalje smo preverjali, ali je slovenščina problem oziroma ali je poznavanje jezika problem. In dejansko se je izkazalo, da ni niti tukaj neke korelacije. Se pravi, da ni neke korelacije, da bi bile neke večje težave s slovenščino in so se zaradi tega odločili za nadaljevanje študija v italijanščini. Ampak kljub temu, da težav slovenščine nimajo, trdijo, da jim še vedno gre lažje v italijanščini, da v italijanščini lažje berejo, da lažje se učijo, da jim so bolj suvereni in da jim bolj teče. Kljub temu, da z vidika šolanja ni bilo težav v slovenščini. Preverjali smo tudi potem, kakšen je bil odziv okolja na to izbiro, in večina omenja, da se sošolci, bivšimi sošolci ostajajo v odličnih odnosih, še vedno se družijo in ohranjajo zelo tesne prijateljske vezi. Nekateri so izpostavili, da so pa imeli občutek, da profesori niso sprejeli zlahka njihove odločitve oziroma so imeli občutek, doživljali nek pritisk s tem povezavi in opaziti gre pa, da se v bistvu to pojavlja pri ta starejšem sorojencu, se pravi pri starejšem bratu in sestri, pri mlajšem potem tega ni bilo več opaziti. In tukaj bi mogoče tudi izpostavila, da se je znotraj družin izkazalo, da če starejši brat oziroma sestra izbere italijansko šolo, obstaja potem neka kontinuiteta in tudi mlajši brat oziroma sestra izbere tudi šolanje, da nadaljuje šolanje v italijanskem jeziku. Nadaljna raba slovenskega jezika. Tukaj izpostavljajo, da še vedno uporabljajo slovenščino, ko se družijo z bivšimi sošolci. Veliko jih je tudi aktivnih v društvih, kjer so tudi soigralci Slovenci pa iz Slovenije. Mestoma uporabljajo slovenščino tudi na glasbenem področju. Pri mešanih zakonih ostaja seveda ustaljena raba v družini. Vse skupaj pa ni zaznati, da bi si postavili tega vprašanja oziroma da bi bila neka načrtna strategija, kako bi po prekinitvi šolanja v slovenskem jeziku nadalje razvijali svojo slovenščino oziroma ohranjali stik z njo, tako da bi so vse skupaj prepuščeno bolj nekemu naključju. Zdaj pa nas je potem tudi zanimalo, kako so se znašli na šoli z italijanskim učnim jezikom oziroma kako so se upeli v to novo okolje in izpostavili so, da res je bilo v začetku nekaj težav s terminologijo, ki pa so jih zelo kmalu prebrodili. Celo pričakovali so, da bo to uvajalno obdobje sploh z vidika jezika trajalo dlje, da je bilo potem vse skupaj lažje in šlo vse skupaj hitrejše.
Izpostavili so, da seveda je to drugačna realnost, včasih so si tudi zaželeli, tako starši kot dijaki, da se preizkusijo v nekem novem okolju, kjer so večje šole, več dijakov, tudi so izpostavili, recimo, da imajo te šole, ker so večje, več projektov, ki jih lahko ponujajo. Ko smo jih pa vprašali, kako so zaznali svojo pripravo, kakšen občutek so imeli, so tako dijaki kot starši izpostavili, da so učenci slovenskih šol zelo dobro pripravljeni, da ne opažajo razlik v znanju, oziroma v angleščini so izpostavili, da so bistveno boljši od italijanskih sovrstnikov. Nekateri so izpostavili pa, da imajo občutek, da so pri italijanščini predelali manj programa v primerjavi z italijanskimi vrstniki. Dijaki pa izpostavljajo, da so se v novo okolje z lahkoto in kar hitro in dobro vključili. Tako da, če preidem s sklepnim ugotovitvam, bi malo povzela, ker je bilo veliko podatkov. Pri izbiri šole prevladuje osebinski ključ, se pravi predmetnik predvsem. Italijanske šole so naredili boljši vtis na informativnih dnevih, kar mogoče gre namigniti, mogoče razmisliti o neke naložbe v predstavitev naših šol. Tudi, ko se išče informacije starši in dijaki o šolah, je italijanski licej na zelo dobrem glasu, kar mogoče bi veljalo razmisliti o dodatni promociji naših licejev in tudi dosežkih naših šol in mogoče bivših dijakov. Potem opazili smo to prepričanje sploh italijansko govorečih staršev, da z vidika usvajanja jezika se lahko šolanje v slovenščini zaključi s srednjo šolo prve stopnje. Druga točka, ki bi jo izpostavila in jo je zaznati zlasti pri starših, to omejena uporaba slovenščine, se pravi, slovenščina ima smisel, če bo študij nadaljeval v slovenščini, drugače nima smisla, da šolanje nadaljuje v slovenščini, kar je mogoče tudi povezano s statusom, ki ga ima naš jezik v tem prostoru in sploh kako slovenščino doživlja italijanski del prebivalstva. Potem sem izpostavila tudi prepričanje italijansko govorečih staršev, da prehod s slovenske drugostopenjske šole na italijansko univerzo bi bil težak zaradi jezika in zato, da raje prej spremenijo učni jezik. Izpostavila bi tudi to kontinuiteto, ki je bilo zaznati med sorojenci, se pravi, če starejši brat, sestra izbere italijansko šolo, potem navadno sledi temu vzorcu tudi mlajši brat oziroma sestra. Zaznati gre tudi željo tako strani staršev kot dijakov, da se preizkusi v novem okolju, da nekje zaplavo iz teh varnih zamejskega okolja v neko širše okolje. In nazadnje tudi, da ni izdelane neke strategije za ohranitev stika s slovenskim jezikom in okoljem, ampak da je prepuščeno nekemu naključju in neki bolj naključni rabi jezika. Tako da toliko z moje strani. Hvala za pozornost, da pravičujem, da sem bila dolga, ampak je bilo res veliko podatkov. Hvala. Hvala za to predstavitev. Jaz bi samo, kako bi rekla, preden preidemo na drugi del, bi izpostavila mogoče ta zadnjo tvojo ugotovitev o pomanjkanju strategije ohranjanja, ki jo seveda vi v raziskavi predstavljate kot pomanjkanje pri starših oziroma pri učencih, dijakih za nadaljne. Vendar jaz bi izpostavila, da tudi mi kot skupnost nimamo neke strategije, kako te dijake, te dijakinje, v katere smo tudi vložili kar nekaj truda in ki so in želijo biti še vedno aktivni del naše skupnosti, ohranimo lahko v naši skupnosti.
ker številke pač kažejo na to, da seveda bomo vsi delali na tem, da bomo zmanjšali osip, vendar glede tudi na vzroke izbire šole, o katerih smo danes slišali, je predvidljivo, da en del teh učencev in učenk bo vsekakor izbral italijansko šolo. Zato mislim, da je potrebno, da skupaj izberemo, načrtujemo in potem začnemo izvajati neko strategijo, kako te dijake, te dijakinje ohranimo v našem okolju, kako jim lahko mi kot skupnost nudimo priložnost, da ostanejo aktivni člani naše skupnosti, društva, športna, se mi zdi malo premalo za to, tudi zato, ker kako bi rekla, skupnost, člani skupnosti ne morejo biti samo, kot smo vajeni malo pač upoštevati, samo tisti, ki obiskujejo slovensko šolo. In to verjamem, da je za vse nas velik izziv, ker pač smo bili vajeni vedno razmišljati tako, vendar pač, če ne bomo zagrizli malo v to zadevo, bomo še naprej izgubljali en velik tudi intelektualni potencial in bi bilo zares škoda, ker tudi obe raziskavi kažeta, da ti dijaki, te dijakinje zapuščajo slovensko šolo z zelo pozitivnimi na vse zadnje občutki in tudi z voljo in z odločitvijo, da so še vedno del naše skupnosti. Jaz tudi kot v dijaškem domu imam to vrstne izkušnje in tudi tisti učenci in učenke, ki so izbrali italijansko šolo, ki so bili pri nas in tudi na šoli zelo uspešni, zelo aktivni na vseh področjih, so ostali vezani na naš dom, so recimo poleti pri nas kot prostovoljci in jim skušamo nuditi tudi eno okolje, v katerem lahko tisto slovenščino pač uporabljajo, krepijo in imajo tudi zadoščenje, da ta jezik še uporabljajo. Tako da to je ena takih teh prednostnih nalog, ki čaka vse nas, zato ker mislim, da bo težko zajeziti popolnoma ta prehod. Tako da, če bomo uspeli to vsaj načrtovati in voditi ta proces, bodo ti dijaki in dijakinje lahko še zelo dragocena pomoč in dragocen element v naši skupnosti. Drugače, žal, ker nimamo neke strategije, je to izgubljen potencial. Tako. Jaz bi se zahvalila obema raziskovalkama za ti zelo pregledni raziskavi, o kateri bomo si predstavljam in si želim veliko še govorili in bi predala besedo sedaj koordinatorju oziroma moderatorju za drugi del. Gospod David Bandel se je opravičil, ker je zbolel in ga bo nadomestil, če se ne motim, Tadej Pahor. Tako, potem mi potrebuješ. Aha, ja. Je bilo veliko vsebine in zato predlagam 10 minut, 5 minut pauze. Okay. 5 minut pauze, potem pa pridemo na drugi del. Hvala.